Spoštovane, spoštovani, en srčen pozdrav na pravzaprav lahko rečemo kar prazniku slovenske znanosti, pa še več, pravzaprav gre za dvojno praznovanje, namreč ob odprtju tega izjemnega biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo, kjer se zdaj nahajamo, ob tem praznujemo še podelitev 13 zapored že tudi Zejevih nagrad Miroslava Zeja, ki pričajo o znanstveni in tehnološki odličnosti sodelavcev, raziskovalcev NIB-a, pa tudi vseh tistih drugih, ki sodelujejo z nami. No, Nobelova nagrajenka Marie Curie je rekla: naučili so me, da pot napredka ni hitra ali enostavna in da se ničesar v življenju ne bi smeli bati, pač pa samo razumeti. V videoposnetku, ki ste ga videli, je bilo jasno povedano, da pot ni bila niti enostavna, niti hitra. In kar nekaj mesecev zdaj že tudi BTS NIB deluje v svoji polni zmogljivosti. Pot do sem pa je bila stkana s koraki drznih ljudi, ki soustvarjajo slovensko znanost in ljudi, ki so si drznili, ki so razumeli, da se z odprtjem BTS odpira izjemen potencial tako za vse zaposlene na Nacionalnem inštitutu za biologijo, hkrati pa ta prebojna točka za njih pomeni tudi pomembno pridobitev za slovensko znanost širše nasploh. Znanosti torej ni brez ljudi in zato ob tej dragoceni priložnosti za praznovanje med nami posebej pozdravljam današnjega slavnostnega govorca, profesorja dr. Igorja Papiča, ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Srčno pozdravljam. Seveda posebej pozdravljam tudi našo gostiteljico, direktorico Nacionalnega inštituta za biologijo, profesorico dr. Majo Ravnikar. Pozdravljamo tudi predsednika Državnega sveta, gospoda Marka Lotriča, direktorico Javne agencije za znanstveno-raziskovalno dejavnost in inovacije, dr. Špelo Stres, predsednika upravnega odbora NIB, profesorja dr. Francija Demšarja in predsednico znanstvenega sveta NIB, profesorico dr. Marino Dermastja. Med nami je tudi podžupan Mestne občine Ljubljana, gospod Dejan Crnek. Seveda gre pa poseben pozdrav tudi vsem rektorjem, direktorjem direktoratov in raziskovalnih zavodov. Posebej srčen pozdrav pa vsem zaposlenim, vsem, ki soustvarjate slovensko znanost in ste kot posamezni člen ključni v zgodbi uspešnosti širše slovenske slike znanosti. In zgodba Nacionalnega inštituta je z nami že 64 let. In če kdaj, potem mislim, da danes res odpiramo eno novo, posebno poglavje, ki se je pravzaprav že malce tudi začelo. In zato zdaj vljudno vabim k uvodni besedi profesorico dr. Majo Ravnikar. Prosim. Spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovani minister, dragi gostje, kolegice in kolegi, drage Zejeve nagrajenke. Danes smo zbrani tukaj, da praznujemo začetek nove ere znanstvenega odkrivanja, inovacij in sodelovanja. Že otvoritev prve etape biotehnološkega stičišča je pomenila veliko olajšanje in zavedanje, kako drugače bo delo potekalo v prihodnosti. Ob dokončanju gradnje biotehnološkega stičišča pa občutim ponos in iskreno občudovanje tega, da nam je skupaj uspelo. Projekt, ki sta ga financirala Evropski kohezijski sklad in Republika Slovenija, simbolizira sodelovanje in je plod dolgoletnih prizadevanj vseh sodelavk in sodelavcev inštituta, kakor tudi mnogih izvajalcev in sodelavcev izven inštituta, vizije in trdega dela. Dovolite mi kratek nostalgični pogled v preteklost. Ko sem pred skoraj 40 leti prvič stopila skozi vrata Nacionalnega inštituta za biologijo, je bilo to v drugi stavbi, drugi državi in popolnoma drugačni pogoji. Še ime inštituta je bilo drugačno. Laboratorij in pisarno v enem sem si delila z Jano, Marjano in Francijem ter še kakšnim študentom v sobici na terasi Filozofske fakultete.
Tam smo izvajali kemijske analize, pripravljali gojišča za tkivne kulture in kuhali malico. Pogoji so bili kar se da skromni in za današnji čas skregani z vsemi varnostnimi pravili, a raziskovali smo srcem in rezultati so bili mednarodno primerljivi. Od pridobitve doktorata v privilegiranem programu prve generacije mladih raziskovalcev sem spremljala napredek znanosti v Sloveniji in napredek našega inštituta, ki je bil skokovit, še posebno v zadnjih 7 letih, ko je NIP povečal število zaposlenih za tretjino. Predvsem na račun odličnih projektov, mednarodnega sodelovanja, raziskav in razvoja za vladne službe in podjetja v Sloveniji in tujini. Že pred osamosvojitvijo se je NIP selil v prostore na Kavloški cesti, kjer so bili pogoji dela boljši, nato kmalu po osamosvojitvi v prostore biološkega središča, kjer smo postavili za tisti čas moderno infrastrukturo, a smo bili že ob vselitvi utesnjeni. Pred 20 leti je tudi Morska biološka postaja dobila novo zgradbo v Piranu, ki omogoča vrhunske dosežke. Delujemo na raziskovalno-razvojnih področjih, kot so varna hrana, zdravje rastlin, živali in ljudi, sistemska biologija in biotehnologija, gensko zdravljenje, okoljske problematike, raziskave voda, ohranjanje biodiverzitete, vpliv in blaženje podnebnih sprememb. Vsa ta področja so se v zadnjih 10 letih v svetu najbolj razvijala, zato je potreba po našem delu ves čas naraščala. Naše uspehe in zalet pa je do danes hromilo pomanjkanje prostora in primerne infrastrukture za vse enote v Ljubljani. Prav zato zame v vseh teh letih ni bilo pomembnejšega trenutka za naš inštitut kot danes. In ne samo zame. Od ideje do uresničitve izgradnje BTS, ki jo je pred 15 leti zastavila profesorica Tamara Lahturenšek, smo naše sanje preobrazili v stvarnost. Ta trenutek ni zgolj zgodovinski za Nacionalni inštitut za biologijo, ampak predstavlja predvsem tudi izjemen doprinos k napredku znanosti in inovacij v Sloveniji in širše. Sedaj lahko z novim zagonom naslavljamo nekatera izmed najpomembnejših vprašanj našega časa, od trajnostnega razvoja, prehranske varnosti, izumiranja vrst do zdravstvenih izzivov. Novo opremo in infrastrukturo razumemo kot temeljno razvojno prioriteto, ki skupaj z interdisciplinarno zasnovanimi raziskovalnimi skupinami v Sloveniji zagotavlja hitrejši prehod v humano, na znanju temelječo družbo, ki se razvija v sozvočju s prelepo naravo, ki nas obdaja. Zelo me veseli, da smo uspeli že takoj na začetku povezati znanost z mladim rodom študentov in umetnostjo. Umetniško delo, ki ga lahko občudujete medtem, ko se premikate po prostoru in soustvarjate njegovo dinamično podobo, je delo študentov in mentorjev Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. V luči tega novega začetka bi rada izrekla iskrene čestitke vsem nagrajenkam Zejevih nagrad. Vaša predanost in strast do znanosti, pa tudi vrednote, ki krasijo vaše osebnosti, so navdih za vse nas. Hvala vsem, da ste tu in da lahko delimo ta veseli trenutek. Doktorici Maji Ravnikar. Ja, znanost smo torej ljudje in tako kot drugje v življenju, tudi v znanosti ni napredka brez vizij. Ampak kaj nam bi vizija, če nimamo ljudi in tistih, ki bi to vizijo podprli? Kar nekaj institucij je bilo takih, ki so to vizijo podprli in na nek način dodali krila oziroma veter pod krila tej viziji, ki jo Nacionalni inštitut za biologijo pravzaprav ki sledi od začetka, in to je zavezanost vrhunskosti in napredku. No in veseli smo, da se je vizija uresničila, kot je že povedala gospa direktorica. Dokončno ste se in so se raziskovalci vselili novembra 2023 in zdaj že vse nemoteno deluje, kot vidite, in vizija se je torej zares uresničila. Veseli smo, da nas na tej poti spremlja tudi današnji slavnostni govornik, dr. Igor Papič. Spoštovani minister, lepo prosim, beseda je vaša. Hvala lepa za besedo. Spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovana direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo, draga Maja, visoki gostje, rektorji, direktorice,
kolegice in kolegi. Res veliko veselje in zadovoljstvo mi je, da se srečujemo ob takih dogodkih. Moram omeniti tudi dogodek iz decembra lanskega leta, položitev temeljnega kamna za novo veterinarsko fakulteto, dogodek prejšnjega tedna, položitev temeljnega kamna za novo medicinsko fakulteto na Brazovem trgu, ta teden svečano odprtje novih prostorov Nacionalnega inštituta za biologijo in lahko rečem, to je šele začetek. Torej, gotovo pozdravljam te nove prostore, to novo pridobitev, ki ste jo pridobili. Vemo, da Nacionalni inštitut za biologijo zelo aktiven na področju tako varne prehrane, zdravja ljudi, varovanja okolja, okoljskih vprašanj in prepričan sem, da boste na ta način s temi novimi prostori imeli še bistveno višjo motivacijo pri nadaljnjem delu. Bilo je že omenjeno prej, da taki projekti se ne zgodijo čez noč, ampak če nimaš vizije, če nimaš strategije, če nimaš načrtov, potem tudi do takih trenutkov ne pridemo. Gotovo ta vizija in pa želja je na inštitutu obstajala že v preteklosti. Osebno se spomnim začetka te gradnje. Vem, da so veliko prispevala tudi prejšnja vodstva inštituta, direktorica, direktor, ponovno direktorica in gotovo še enkrat izredno pomemben doprinos slovenski znanosti, ne samo inštitutu. Moram izpostaviti ob tej priložnosti, da je Nacionalni inštitut za biologijo postal tudi pridružen član Univerze v Ljubljani. To je bilo tudi v sklopu prizadevanj boljšega povezovanja z raziskovalnimi inštitucijami med sabo in na drugi strani z univerzami. Gotovo sem prepričan, da bo zdaj marsikateri profesor z univerze želel preživeti določen del časa in raziskovalno delovati na inštitutu in pa seveda, da bojo vaši strokovnjaki, raziskovalci lahko to delno predavali na Univerzi v Ljubljani. Dovolite mi, da seveda omenim ta novi val investicij v visokem šolstvu in znanosti. Omenil sem 2 fakulteti, kjer se je začela praktično gradnja. 2 fakulteti prav tukaj v bližini Univerze v Ljubljani sta tik pred izdajo gradbenega dovoljenja. Gre za fakulteto za strojništvo, fakulteto za farmacijo. S tem zgodba seveda še ni zaključena, mogoče včasih pride kakšen občutek, zakaj se to primarno trenutno dogaja v Ljubljani. Tudi v Mariboru se bo začel ta nov investicijski cikel. Intenzivno pripravljajo projektno dokumentacijo tako za razširitev medicinske fakultete v Mariboru. Imamo projekt Innovum, preko 120 milijonov evrov za oživitev raziskovalne dejavnosti na Univerzi v Mariboru. Iz sredstev za investicije v zdravstvu financiramo že projekte zdravstvenih fakultet v Mariboru in na Primorskem. Če se vrnem nazaj na raziskovalno sfero, poleg te današnje pridobitve, vemo, da pripravljamo projekt Centra za brezogljične tehnologije v sodelovanju seveda s Kemijskim inštitutom. Gre za center, ki bo deloval v Zasavju, Kisovcu, se pravi, se ta dejavnost širi tudi iz samega centra. Poznamo tudi projekt Centra za genske terapije, tudi v sodelovanju pridobljen velik projekt in projekt strani Kemijskega inštituta skupaj z UKC. Torej, ogromno novih stvari, novih priložnosti in pa seveda, če bi seštel vse te zneske, govorimo dejansko o več 100 milijonov, 400-500 milijonov evrov projektov, ki seveda načrtujemo ne bom rekel v naslednjih nekaj letih, ker sami vemo, kako dolgo časa traja taka zgodba oziroma od same ideje pa do izvedbe, ampak načrti so izredno jasni. Ob tej priložnosti tudi posebej izpostavljam, jaz sem aktiven na področju visokega šolstva znanosti cirka 30 let in lahko povem, da takega zagona novih investicij se jaz ne spomnim. Prvič smo na ministrstvu tudi pripravili strategijo ozelenitve, tako imenovane ozelenitve raziskovalne infrastrukture, visokošolske infrastrukture. Vsi zavodi, inštituti in pa univerze so podale želje, kaj želijo obnoviti, zgraditi, katero opremo veliko želijo kupiti v naslednjih letih in prišli smo do zneska nekaj manj kot 2 milijardi evrov. To je seveda
zelo velika številka, ampak se nismo ustavili pri tem, pri željah, ampak imamo že okvirni načrt, kako lahko to speljemo v naslednjih 10 letih. Meni je jasno, kako se da to narediti, seveda bo pa treba še veliko dela tudi v parlamentu, potrjevanje novih zakonov in pa seveda želja nas vseh je, da se bistveno izboljša financiranje tako znanosti kot visokega šolstva. Predlagamo dvig financiranja visokega šolstva na 1,5% BDP, kar je nekajkrat več, kot je trenutno. Predlagamo še dodatni dvig financiranja znanosti z 1% na 1,25%. Tukaj seveda predvsem izpostavljamo področje inovacij. In seveda vse moje kolege vedno znova pozivam. Seveda smo mi zadolženi, da vam zagotavljamo dobre pogoje za delo. Naloga inštitutov in pa univerz pa je, da poleg svoje visoke avtonomije razmišljajo tudi o dobrobitih za slovensko družbo, o prenosu znanja, ker Slovenija se lahko razvija samo s pomočjo vas, s pomočjo znanja in te pogoje smo začeli vzpostavljati in jaz računam v naslednjih letih, naslednjih 10 letih, da se ne omejimo na neke mandate. Jaz pričakujem, da bo Slovenija naredila bistveno hitrejše korake naprej, ne samo razvoja znanosti, ampak predvsem razvoja družbe, ker vsi vemo, to je tisto, kar imamo v tej državi, vse ostalo seveda je pa na nas, da se ustrezno organiziramo in da to speljamo. Vem, da se ponavljam včasih, ampak je pomembno izpostaviti. Financiranje znanosti smo gotovo na podlagi tega zakona, ki je bil sprejet konec 2021, bistveno izboljšali, kot sem omenil, želimo še povišati ta delež v procentih. Samo nekaj številk. V lanskem letu okoli 410–415 milijonov evrov za znanost, govorim brez visokega šolstva. V letošnjem letu iz našega proračuna, našega ministrstva, približno 415, plus prvič uradno imamo podatke prispevkov drugih ministrstv za področje znanosti in razvoja. Se pravi, leto 2024 je predvidenih 35 milijonov evrov. Tu so ministrstva, kot je gospodarstvo, infrastruktura, digitalna preobrazba, tudi obramba. Se pravi, uradno začenjamo zbirati tudi podatke o investicijah drugih ministrstv pri razvoju na določenih področjih. Če k temu dodam, tukaj smo že na 450 milijonih, še cirka skoraj 100 milijonov predvidenih sredstev, pa to niso sredstva samo za investicije, govorim o načrtu za okrevanje in odpornost in pa o kohezijskih sredstvih, prav to še skoraj 100 milijonov, pridemo na znesek 550. Če zdaj pomnožimo 410, 420 in primerjamo s 550, samo v enem letu 30% dvig. Razumem, da lahko začnemo razpravljati, kaj se dejansko šteje v financiranju znanosti, a mora biti res samo tisto relevantno, kar je v proračunu našega ministrstva. Jaz sem prepričan, da moramo upoštevati vsa sredstva in pa dejstvo je tudi to, da Slovenija se počasi pomika med bolj razvite članice Evropske unije in vprašanje je, ali bomo sploh še imeli kohezijska sredstva v naslednji perspektivi. Naša želja je, da ne. Zakaj? Zato, ker želimo, da bo stopnja razvoja tako visoka, da pač bomo presegli povprečje Evropske unije. In seveda, če danes zastavimo s tem obsežnim financiranjem, bo ta sredstva morala biti nadomeščena z integralnimi sredstvi v prihodnjih letih. Torej, da ne bom predolg, vsi smo veseli pridobitve novih prostorov, ne samo na inštitutu, celotna slovenska znanost in pa seveda tudi Slovenija kot država. Želim vam uspešno, prijetno bivanje tukaj in pa, kot rečeno, upam, da se kmalu vidimo spet ob podobni priložnosti. Hvala. Sem med tistimi, ki menijo, da ima znanost veliko lepote. Tudi to je misel prve Nobelove nagrajenke za fiziko, nekaj let kasneje tudi za kemijo, Marie Curie. In kje drugje, če ne v glasbi, se stketa znanost in iskanje občutkov lepega. Lazaro Ahmed Zumeta prihaja z eksotične Kube. Kot 6-letni otrok je motiviran z glasbo dedka, ki je igral harmonioso, in očeta pianista
prijel za violino in se pustil začarati. To traja še danes. V Havani, odkoder prihaja, je igral v simfoničnem orkestru mladih učencev. Kot posebej nadarjen je leta 2004 predčasno prestopil na Inštitut za glasbo in kot zlati diplomat osvojil več nagrad. Svojo prvo ploščo je posnel s sodelovanjem z dedkom že pri 12. V Slovenijo pa ga je pripeljala koncertna turneja leta 2010. Od takrat tukaj živi, poučuje in boste videli tudi uživa v tem, kar počne. Ob njem oziroma naš glasbeni tandem pa danes sestavlja tudi akademsko izobražena pianistka, profesorica klavirja Polona Pizja, ki pravi, da je poučevanje klavirja njeno poslanstvo, je prav tako dobitnica številnih nagrad in priznanj, tako z področja učenja, kot tudi priznanja za najboljšega korepetitorja za različnih glasbenih tekmovanj. Narava smo mi, smo del narave, to vi zelo, zelo dobro veste. In iskanje lepega je seveda tudi iskanje lepega v odnosih. In kot je omenila direktorica, ko smo se pogovarjali o izboru glasbe, dajmo si čim večkrat povedati, kako cenimo drug drugega, da bo življenje lažje. La vie en rose. Lepo prosim. Profesor dr. Miroslav Zej je bil morski biolog, oceanograf in častni član Prirodoslovnega društva Slovenije. Zaljubljeno morje je že pred drugo svetovno vojno uvedel nov pristop k raziskovanju Jadrana in njegovega ribjega bogastva ter zagovarjal premišljeno za populacije neškodljivo ribištvo.
Bil je pred svojim časom, tako kot je marsikatera znanstvenica in znanstvenik v sedanjem slovenskem znanstvenem prostoru. Tudi zato velike raziskovalne dosežke z različnih področij NIB vsako leto prepozna in nagradi z nagradami poimenovanimi po profesorju dr. Miroslavu Zeji. Morda veste, da smo ravno včeraj praznovali mednarodni dan posvečen dekletom in ženskam v znanosti, 11. februar, in ob podelitvi letošnjih Zejevih nagrad. Letošnje nagrajenke so ženske, ki presežno delujejo na področju znanosti in raziskovanja, in s tem se na svoj način pridružujemo iniciativi za še večje prepoznavanje pomena dela znanstvenic in raziskovalk. In tako je zdaj res, drage gostje, čas, da spoznamo te nagrajenke, da predstavimo letošnje prejemnice priznanj nagrad Miroslava Zeja. Predsednik natečajne komisije za izbor tudi današnjih nagrajenk je profesor dr. Matjaž Kuntner, ki ga zdaj ljudno vabim k besedi, prosim. Spoštovani visoki gostje, spoštovano vodstvo NIB-a, drage kolegice in kolegi in prijatelji ter podporniki znanosti in posebej bioloških znanosti. Začel bi s citatom, ki ga pripisujemo Charlesu Darwinu, ki je v prostem prevodu nekako takole. Zdi se mi, da je doprinos znanstvenika, ki pripomore kolikorkoli majhne zadeve k splošni skladovnici znanja, enako spoštovanja vreden kot karkoli v življenju. Darwinov izrek si lahko razlagamo tako, da nasploh v znanosti, predvsem pa v bioloških znanostih, raziskovalci ne delamo dolgih ur za to, da bi nas nagrajevali. Naši doprinosi k razumevanju sveta pa so kljub vsemu neprecenljivi. In če tudi znanstvenik ne počne svojega dela z mislimi na nagrade, pa je vseeno lepo, da obstajajo stanovske nagrade, s katerimi od časa do časa počastimo mlade in starejše kolegice in kolege. Na NIB-u so to Zejeve nagrade. Velika nagrada Miroslava Zeja za življenjsko delo na področju dejavnosti NIB se podeljuje posamezniku, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne ali razvojne dejavnosti NIB. Nagrada Miroslava Zeja NIB za izjemne znanstveno-raziskovalne ali razvojne dosežke v zadnjih 5 letih na področju dejavnosti NIB se podeljuje posameznikom ali skupini raziskovalcev iz Slovenije ali raziskovalcem, ki so večji del raziskav, na katere se nanaša nagrada, opravili v Sloveniji. Nagrada Miroslava Zeja za izjemni prispevek na področju dejavnosti NIB se podeljuje posamezniku ali skupini strokovno-tehničnega ali administrativnega osebja NIB. Poleg tega komisija pregleda zaključene doktorate v tekočem letu in med njimi izpostavi izjemna doktorska dela. V veselje mi je, da že nekaj let v komisiji za te nagrade sodelujem z eminentnimi kolegicami in kolegi. Komisijo je znanstveni svet NIB-a imenoval izmed znanstvenih svetnikov na NIB-u in slovenskih raziskovalcev na področju ved o življenju in okolju v naslednji sestavi: profesor dr. Gregor Anderluh, profesor dr. Lorenz Lipej, profesorica dr. Kristina Sepčič, kolegica Alenka Tomšič ter jaz kot predsednik komisije. Razpis za nagrade je komisija objavila 16. oktobra 2023, odprt je bil en mesec. V roku so na razpis prispele 3 popolne in dobro utemeljene prijave, po ena v posamezni kategoriji. Poleg tega smo evalvirali 5 zaključenih doktoratov. No in v tem letu je bilo, kot sem povedal, delo komisije precej lažje kot v preteklih. Komisija je torej znanstvenemu svetu NIB predlagala podelitev po ene nagrade v posamezni kategoriji ter izpostavila kot izjemne 3 od 5 doktorskih del. Nagrajenkam v imenu komisije, kmalu bodo znana tudi imena, čestitam. Vsem kolegicam in kolegom, tako na NIB-u kot širše, pa sporočam, da bi si v prihodnje želeli še več nominacij. S tem bi morda naše delo postalo malo težje, vendar pa bi stanovske nagrade še pridobile na veljavi. Hvala lepa. 5 doktorjev znanosti novih imamo.
in 3 od njih za izjemno, izvolite. Tako, v letu 2023 so doktorsko usposabljanje na NIB-u uspešno zaključile doktorice Ana Fortič, Anja Pecman, Bernarda Majc, Špela Tomaž ter Olivera Maksimovič. Med temi doktorati je komisija na osnovi števila objav in citatov izpostavila 3 kot izjemne. Te nagrade dobijo doktorica Ana Fortič, doktorica Anja Pecman ter doktorica Bernarda Majc. Doktorica Fortič in doktorica Pecman sta se upravičili, zato zdaj na oder vabim, oziroma sem za prevzem nagrade, vabim doktorico Bernardo Majc. Aha. Malce prostora za doktorico z izjemno doktorsko nalogo, iskrene čestitke. Tako, profesorica doktorica Maja Ravnikar predala plaketo. Tako, še za anale. Vsakič pri vseh nagrajenkah bomo ponovili takole. Za spominje. Doktorica Majc, iskrene čestitke in najlepša hvala. Vaju pa kar vabim, da počakate. Namreč predali oziroma izročili bomo nagrado Miroslava Zeja za izjemni prispevek na področju dejavnosti NIB in vaša čast je, gospod Kuntman, da jo razglasite. Kjer razglasujemo za izjemni prispevek? Doktorica Magda Tušek Se pravi, tukaj je bila nominirana in lepo utemeljena nominacija in seveda jo podeljujemo doktorici Magdi Tušek Žnidarič. Ki jo vabim na oder, seveda z iskrenimi čestitkami. Direktorica bo podelila plaketa, gospod Kuntner Šopek. Jaz pa bom medtem prebrala utemeljitev. Doktorica Magda Tušek Žnidarič je s svojim izjemnim prispevkom na področju presevne elektronske mikroskopije bistveno prispevala k vrhunskosti in uspešnosti tako oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo, kot tudi ostalih oddelkov NIB. Z razvojem številnih protokolov za tem je omogočila učinkovito uporabo vrhunskega sklopa raziskovalne opreme infrastrukturnega centra NIB v številnih projektih ARIS, javno upravo in aplikativnih projektih za biotehnološka podjetja z vsega sveta in tako pripomogla k ugledu NIB, tako doma, kakor tudi v svetu. Številna sodelovanja znotraj NIB in z zunanjimi partnerji se odražajo v obširni in kakovostni bibliografiji, ki prispeva k znanstveni odličnosti NIB. Doktorica Magda Tušek Žnidarič je izjemna strokovnjakinja, ki s svojim delom prispeva in dodaja pomembne rezultate k raziskavam NIB in tudi mnogo širše, tako v akademskih krogih, kot tudi v industriji. Srčne čestitke. Imam pa še eno vprašanje za vas, dovolite mi. Gledate skozi presevni elektronski mikroskop, gledate nam laikom neverjetne stvari. Težko si predstavljamo, kaj vse tisto malo je, sicer ne, smo na takem inštitutu, da je to del procesov, pa vendarle. Ali nam lahko zaupate, ali pa če se spomnite, je kakšen tak poseben pogled, ki vas je pa resnično osupnil v vaši karieri, zagotovo so, pa mogoče če zdaj pade kakšen na misel. Ja, pravzaprav bi enega težko izpostavila. Še vedno sem navdušena, ko vidim, kako elegantno in lepo je vse speljano tam na nanonivoju, na nanodimenzijah. In če vemo, da je to tudi funkcija, struktura namreč določa funkcijo. In še posebej zanimivo mi je opazovati, kakšne variacije v strukturi dopušča neka funkcija. Zato me mogoče še najbolj fascinirajo virusi. In to se kar ne neha, ne? To navdušenje? Ne, to navdušenje se ne neha. Po tolikih letih še zmeraj. Najtraje srčne čestitke. Hvala gospodu Kuntnerju.
ravni, ker bomo še malce obdržali tukaj. Namreč podelili bomo nagrado za izjemne dosežke. Zato na naš improvizirani oder, bom rekla, vabim predsednika Državnega sveta, gospoda Marka Lotriča, in tudi predsednico znanstvenega sveta, profesorico doktorico Marino Dermasija. Marina, lepo prosim tudi za razglasitev nagrade Miroslava Zeja za izjemno znanstveno raziskovalno delo. Veliko veselje mi je, da nagrado Miroslava Zeja za izjemne dosežke na področju dejavnosti NIP letos podeljujemo profesorici dr. Maji Čemažar. Profesorica dr. Maja Čemažar je redna profesorica molekulske biologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, kjer je vodja sektorja za raziskovanje in izobraževanje ter oddelka za eksperimentalno onkologijo. Delno je zaposlena tudi na Univerzi na Primorskem, fakulteti za vede v zdravju. Glavno raziskovalno področje profesorice je translacijska onkologija na razvoju različnih pristopov genskega zdravljenja z uporabo elektroporacije kot samostojne terapije ali v kombinaciji s standardnimi načini zdravljenja. Svojim znanstveno-raziskovalnim delom pomembno prispeva k razvoju translacijske onkologije, tako na področju pridobivanja novih znanstvenih spoznanj, kot tudi skrbi za njihovo implementacijo v aplikabilna področja zdravljenja tumorjev pri živalih ter prenosu znanj v humano onkologijo. Izpostavimo lahko tudi njeno uspešno mednarodno povezovanje, ki doprinaša pogledu in prepoznavnosti ter visoki kakovosti znanstvenega dela raziskovalne skupine, ki jo vodi ter širše za napredek znanosti v Sloveniji. Iskrene čestitke tudi vam. Tudi vas bomo nekaj vprašali, namreč po poklicu ste biologinja, kjer poučevanje temelji predvsem na razumevanju procesov v zdravih celicah zdravih organizmov. Kaj je pa vas napeljalo, da ste se začeli ukvarjati s tumorjem, torej tisto, kar ni čisto zdravo? Če bom čisto odkrita in čisto pošteno povedala, v mojih časih je bilo zelo težko službo dobiti. To služba, ki sem jo dobila, moram pa priznati, da od prvega dne, ki sem na Onkološkem inštitutu, sem se dejansko zaljubila v tumorske celice prav zaradi te njihove neizmerne možnosti in znanja, kako se znajo vsemu izogniti, s čimer jih napadamo. Zato sem tudi toliko vesela, da v bistvu delujem na tem področju in da delamo translacijsko onkologijo, kar pomeni, da lahko izvajamo študije faze 1. Zdajle smo ravno uspešno eno zaključili in bi se zahvalila v bistvu celotni skupini neizmernih sodelavcev, da smo to uspeli. Tako da res hvala in upam, da bomo še naprej dobro delali. Tudi mi smo veseli, da ste sprejeli. No, v svojih razmišljanjih ob današnjem prazniku je direktorica NIB-a zapisala: vsak nov projekt je kot ples s svojim začetkom in koncem, ki ga je treba obeležiti, ko pride do vrhunca. Še posebno, če gre za tako pomemben projekt, kot je izgradnja nove infrastrukture, ki odpira nova vrata v prihodnost. Naj nam k temu zdaj pomaga spet glasba Motjev Čardaš v izvedbi našega današnjega glasbenega para Lazaro Ahmed Zometa in Polona Bizjak, prosim.
Da se ozremo v ples življenja oziroma na življenjsko pot, ki jo prehodimo. Verjetno se strinjate, da včasih se zdi, da kar živimo tako na hitro. Potem pa pogledamo nazaj, pa se ustavimo včasih. Kdaj se ustavimo? Takrat, ko praznujemo, takrat, ko so kakšne preokretnice, pa recimo ob veselju, ob nagradi za življenjsko delo. Spoštovane, spoštovani, pred nami je podelitev velike nagrade Miroslava Zeja za življenjsko delo na področju dejavnosti NIP. Kot podeljevalce vabim direktorico NIP-a, profesorico dr. Majo Ravnikar in gospoda ministra, profesorja dr. Igorja Papiča ter profesorico dr. Marino Dermastje, ki bo razglasila nagrajenko. Prosim. Veliko nagrado Miroslava Zeja za življenjsko delo na področju dejavnosti NIP bo letos prejela izredna profesorica dr. Meta Virant Doberlet. Izredna profesorica, dr. Meta Virant Doberlet, deluje na Nacionalnem inštitutu za biologijo od leta 1984 in je danes svetovno uveljavljena znanstvenica, ki je pomembno prispevala k uveljavitvi biotremologije kot novega raziskovalnega področja ter tako pripomogla k postavitvi NIP-a na svetovni zemljevid izjemnih raziskovalnih inštitucij.
Biotremologija temelji na sintezi znanj in novih spoznanj o različnih fenomenih sporazumevanja živali z vibracijskimi signali, ki se prevajajo preko podlage. Znanstvena dognanja te discipline pa imajo izjemen potencial za razvoj aplikacij v različnih sektorjih, tako od kmetijstva do gospodarstva pa še kje. S svojim vizionarstvom in posluhom za razvoj znanosti, zavedanjem o pomenu prenosa znanja na mlajše generacije, ter z spodbujanjem povezovanja ter podpiranja prenosa znanstvenega znanja v aplikacijo, je izredna profesorica, doktorica Meta Virant-Duberlet, pomembno prispevala k ugledu NIB-a na nacionalnem nivoju, kot tudi v mednarodnem merilu, tako na področju znanosti, kot tudi na področju, kot smo rekli, diseminacije, aplikacij in promocije znanosti. In zato jo danes razglašamo kot prejemnico nagrade Miroslava Zeja za življenjske dosežke na področju dejavnosti NIB. Hvala podeljevalkam. Naj sem razmišljala, kako vam je zdaj, ko zunaj ni prav veliko žuželk, ki bi pele, ki bi jih lahko slišali? Ali jih morda celo, kako je zdaj, v tem času, potem bo pa še nekaj drugega? V tem času so seveda na vrsti analize, delo s študenti, pisanje člankov, pisanje projektnih prijav, skratka, raziskovalcem dela nikoli ne zmanjka. Seveda si predstavljamo tako romantično sliko, kako je mlada, takrat še ne znanstvenica, nekaj ždela v visoki travi in iskala žuželke, ki so pele in jim prisluhnila. Imamo pravo predstavo? Ne. Če sem čisto odkrita, vedno je bila moja želja že v otroštvu, da bi se pogovarjala z živalmi, ampak priznam, da sem imela v mislih kaj bolj toplega in kosmatega, ne raven žuželk, ampak sem že kot študent imela izjemno srečo, da sem se pridružila raziskovalni skupini akademika profesora dr. Matije Vogale in Andreja Čokla in lahko bi rekli, da je potem zdaj ostalo zgodovina. Imela sem srečo, da sem se raziskavam vibracijske komunikacije pridružila v času, ko je to veljalo kot neko tako obrobno področje. Mi je pa to seveda ponudilo veliko priložnosti, da sem lahko ne le v svetovnem merilu soustvarjala raziskovalne trende, ampak tudi, da sem pomagala pri zastavi novih raziskovalnih področij. Napevi škržadov so za večino nas ne tista čudovita melodija, zato tudi gremo pogosto ob morje. Vaše raziskave pa so povezane tudi s sporazumevanjem škržatkov. Ali med sporazumevanjem malih in velikih lahko potegnemo kakšno usporednico? Glavna usporednica je, da se sporazumevajo v času, ko samci iščejo samice, skratka, da se med sabo najdejo. Mogoče za občinstvo škržatki so tiste majhne žuželke, ki skačejo izpod nog, ko se sprehajamo po travniku. Imajo pa v primerjavi škržadi eno veliko prednost in to je to, da so med njimi zelo pomembni škodljivci. In raziskovalci vemo, da je zelo fino, če kaj takega lahko napišemo na projektne prijave. To zmeraj pride. Smo pa pri nas prišli tudi od besed k dejanjem in smo dejansko bili tudi pionirji na področju uporabe vibracijskih signalov pri nadzoru škodljivih žuželk. Iskrene čestitke, pa verjamem, da z užitkom še naprej. Hvala lepa. Nekaj minut čez poldne smo začeli tole praznovanje in zdaj je čas, da ga, preden ga zares zaključimo, seveda bom še enkrat gospod direktorico povabila k besedi. Namreč čas je, da tudi uradno odpremo to pravzaprav, kar že zelo, zelo živi. Prosim. Hvala lepa. Spoštovani, čas je za zahvalo. Izgradnja biotehnološkega skladišča je potekala le rekordni 2 leti in 4 mesece
In to v času, ki so ga zaznamovale epidemija COVID-a, zapletena mednarodna politična situacija z visoko inflacijo ter na koncu še poplave. S pravočasnim dokončanjem nam je uspel velik podvig. Na tem mestu se iskreno zahvaljujem vsem sodelavkam in sodelavcem na raziskovalnih oddelkih za kvalitetno delo, entuziazem in sposobnost premagovanja velikih naporov. Še posebno se zahvaljujem projektnemu odboru za ves vloženi trud, vsem sodelavcem v skupnih službah, vodji gradnje na inštitutu Majdi Gustinčar, namestniku Franciju Potočniku in pomočnici Alenki Tomšič, Metki Čretnik, Juretu Vindišarju in mojemu predhodniku Matjažu Kuntnerju. Najlepša hvala svetovalnemu inženiringu Sava projekt, posebej Tatjani Bresk, arhitektom Stirja pod vodstvom Davida Mišiča, gradbenemu nadzoru pod vodstvom Andreja Pogačnika in glavnemu izvajalcu Kolektor Koling pod vodstvom Gašparja Mateliča. Težka naloga pa je bila tudi pred uslužbenci različnih vladnih služb, predvsem Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, da so zagotovili financiranje in spremljanje projekta. Vsem na tem mestu izkazujem moje globoko spoštovanje in se jim od srca zahvaljujem. Posebno zahvalo za neumorno spremljanje investicije pa bi rada predala vodji sektorja za investicije Mateji Tili in Ajdi Radini. Prebijanje čez zapletene postopke sledenja investicije ni enostavno, a skupaj nam je uspelo. Najlepša hvala in vi prosim, če se mi lahko pridružite. S tem sicer uradno tudi odpiramo biotehnološko stičišče NIP. Gospa direktorica pa ne ve, da je še en del v scenariju in zato zdaj vabim profesorja doktorja Demšarja na oder, kot pravimo, in imate eno prijetno obveznost. Hvala za besedo. Ob zahvalah na temo zahvale mislim, da smo na eno zahvalo še pozabili, in sicer na direktorico Majo Ravnikar, profesor Majo Ravnikar, za res izjemno delo. Mogoče preden jo povabim na oder, samo dve besedi moje misli, ko sem prihajal na dogodek, sem razmišljal o dvojem. Prvič gre za res veliko investicijo, poskušal sem razmišljati, ali je v drugi svetovni vojni, koliko je bilo v raziskovalnih inštitutih investicij te vrste, vključno z gradnjo inštituta Jožef Stefan kemijskega, mogoče na prste ene roke bi lahko naštel. Kar se tiče visokega šolstva, jih je bilo nekaj več, pa vseeno vsakih par let, 5 let, z veseljem sem gospoda ministra poslušal o obetih za prihodnost. Druga misel, ki sem jo imel, je pa, kako vendar, da v nobeni od investicij povezanih z visokim šolstvom, znanostjo, nisem do zdaj slišal o nobenih korupcijskih zgodbah, ki jih stalno slišimo od Ministrstva za zdravje, potem kulturo, notranje zadeve, obrambo, pravosodje v zadnjem času. In edina razlaga, ki jo imam, je avtonomija, ki jo imajo akademske institucije, in sicer avtonomija povezana z samo izvedbo investicije, z vodenjem investicije, ne v nekem oddaljenem ministrskem centru, in druga avtonomija izbire direktorjev, ki jo imajo akademske institucije kot edine institucije v slovenskem javnem prostoru, in ravno ta avtonomija omogoča, da so izbrani direktorji, ki so na osnovi profesionalnih karakteristik, in seveda Inštitut za biologijo je imel veliko srečo, da je taka direktorica bila izbrana in je tudi uspešno izpeljala investicijo, o čemer nisem niti približno dvomil. Tako da v imenu vseh zaposlenih NIP-a
bi se rad zahvalil za njeno delo, v imenu upravnega odbora bi rad čestital ob dosežku, v mojem imenu pa izrazil občudovanje za to dosežek. To je za vse vas, moji njegovce. Profesorica Ravnikar ni še konec. Še doktorja Matjaža Novaka bomo povabili. In predali nekaj. Gospod Novak ima eno. Jaz bi vam pa še rad se zahvalil v imenu raziskovalcev, še posebej za vso vašo potrpežljivost, energijo, za ves trud, ki ste ga vložili v izgradnjo te stavbe. Raziskovalci se še predobro zavedamo, kako je bilo v starih prostorih, v prizidku, v enih kontejnerjih, drugih, kjer smo se kar gnetli, včasih smo celo enosmerno pot mogli organizirati. Zdaj pa ta nova stavba je precej bolj prostorna, tudi bolj bogato opremljena, nam daje še večjo zanos za raziskave naprej. Tako da hvala strani raziskovalcev. Sem presenečena in kot rečeno, to smo skupaj naredili in jaz sem zelo vesela, da smo tukaj. Zdaj, preden vas povabimo na druženje Nadstropje višje, pa še zaključna glasbena poslastica Oje como va, v prevodu Hej, kako si? Da bi čim pogosteje na to lahko odgovorili, dobro pa še na boljše gre. To vam želimo. Uživajte zdaj že zelo ne več novo leto 2024. Hvala, da prispevate vsak dan k praznovanju znanosti, danes še posebej in en lep pozdrav. Srečno. Jaz mislim, da lahko plešete. Če želite, valjda. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno para gozar. Mulata, oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno para gozar. Mulata, pero qué rico y sabroso yo te traigo, mira, para que vengas a bailar con ese ritmo cubano de una salsita sin igual. Oye, mira qué rico y sabroso yo te traigo, mira, para bailar y gozar, para que esta noche todo el mundo bailando que lo pueda disfrutar. Queremos shake aplauso, vamos. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno para gozar. Mulata, oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno para gozar. Mulata. Y cuando se esté naučili besedilo. Je zelo enostavno, ne? Vamos allá. Dice, oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno para gozar. Samo vi. Mulata. Vas te čujemo. Bueno para gozar. Mulata, oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno para gozar. Vamos. Mulata, oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno
Aplauso, Polona.